Dragi gledalci in drage gledalke, lepo pozdravljeni. V oddaji Report imamo danes zanimivega, posebnega gosta, enega od peterice, ki se jim skupaj reče Alo Stari. Z nami je Tomaž. Pozdravljeni. Hvala za ta lep uvod. Nisem pričakoval. Res zanimiv in poseben gost. Zagotovo, ker konec koncev sva se že midva nekaj časa zdaj pogovarjala in lahko tako rečem, ne? Res je. Hvala lepa. Enako velja tudi za vas, gospa Godec. Tako, najlepša hvala. Veseljen. Takole, zdaj pa, če pogledava Tomaž, torej Alo Stari. Ni dolgo nazaj v Šiški ljubljanska publika navdušena nad Mariborčani. Ja. Kaj gre to skupaj? To gre boljše skupaj, kot smo pričakovali. To se je pokazalo že prej na tistih manjših koncertih v Ljubljani. Že prvič, ko smo šli, je bilo ni nobenega problema bilo z tem, da smo iz Maribora, z narečjem, nič, vse so super sprejeli, tako da hvala lepa še enkrat. Zdaj v Šiški pa tudi logično, nekaj jih ni bilo z Ljubljane, jih je tudi od drugod prišlo, ampak zgleda, da ta zgodba dalje gre naprej, za kar smo zelo hvaležni. Enako je recimo, če dam primer, ne vem, Siddharta, nobenega ni motilo, da je malo bolj ljubljansko, kot pa slovensko, ne? Pa smo si vsi peli, pa je bilo tudi super, ne? Še zdaj, no. Če ne druge, vsaj pri glasbi se verjetno to večno rivalstvo ne pozna. Na nek način, drugače pa se radi pohecamo s prijatelji iz Ljubljane, z skupino Lim, Smrad in Žila, ki so bili tudi predskupina na tem koncertu. Radi si damo malo, ne. Smo si tudi drese stare že kazali za Uderju, ne, od Olimpije pa od Maribora, tako da drugače pa ni to, ne, je bolj v smislu šale nekaj, ampak vemo pa, da obstaja, ne. Midva sva danes pravzaprav tu zaradi tega, ker bo v petek Pune vreje špil na Štuku, sem prav rekla? Čakam, da končaš. Ja, Pune vreje špil. Okay, ja. Skoraj, ne? Se pravi, to sta dva špila, tako v Ljubljani kot tudi v Mariboru. V Mariboru sploh zaradi tega, ker je na Štuku tam, kjer ste skoraj da začeli, ne? Vsi skupaj, ne, seveda, ne? Obeta se Pune vreje špil, se pravi dober špil, dobra muzika, vi na odru, ki zagotovo ne boste počivali tam, ne, in računamo tudi na to, da bo tudi publika takšna, ne. Ja, najprej bi te pohvalil, večkrat si rekla, Pune vreje špil, boljše je šlo. Aha, super. Tam so bili, ne vem, pol benda, mislim, da je bilo doma takrat v tistih blokih tam okoli Štuka, tako da so dosti se družili tudi tam, ko še ni bilo Koroškega mosta, si moraš sploh predstavljati to, ampak je bila samo neka zemlja pa Drava, ne. Ostala polovica pa smo prav tako iz središča mesta in pol to, ne vem, če kdo kaj igra, pa to hitro je prišlo naokrog, čeprav ni bilo niti mobilnih telefonov, ne, ampak smo se našli, smo se povezali in skupaj igramo že 100 000 let, se nam zdi, po drugih bendih, ampak vsake toliko pridemo ena neka skupina nazaj na isto in je dosti lažje delati, ustvarjati, igrati, ker se že toliko poznamo, je manj dela, no, zahteva to. Kaj se pa tiče koncerta, logično je, da bo, kako bi rekel, srce morda bolj goreče, ker smo le doma. Morda bo zna biti, vsaj pri meni, vem, da pikico več treme, ker veš, da pride oni, pa mogoče še mama, pa brat, pa ne. Je malo drugače. Če poznaš spodaj, seveda pa na odru tak mi se imamo zelo fajn, to tudi mislim, da prenašamo dol na ljudi in obratno nazaj dobivamo super energijo. Kar se pa tiče teh dveh Pune vreje špilov, je pa pač to bistvo tega, da smo prvič pripravili eno malo širšo produkcijo, če lahko temu tako rečemo, ker smo še le toliko mali, ampak za nas je že bilo to se pravi, te LED predvajalniki, luči, točno določeno vse, zahtevala tudi vajo dejansko, ne samo eno, kje, kdo, kaj, kdaj, zakaj. Tega nismo vajeni, ne. Vajeni smo vaditi sami, vse se z meni dogovoriti, ok, gre to tak,
gre. Ne. Zdaj je tu malo en nivo višje, upam reči, in tudi odziv v Šiški je bil wow, ne, da je uspelo. Ne. Videla sem slike, videla sem pri nekaterih, bomo rekli, oboževalcih, pri publiki na Facebooku, ko so delili, ne, bilo je nabito polno v Šiški. Ne? Ja, mislim, da je bilo 900, malo čez 900 ljudi. Tako da še enkrat hvala lepa, nismo mogli verjeti, da se bo dejansko to zgodilo, kajti ne smemo pozabiti, še vedno igramo enako glasbo, kot smo igrali, ne vem, 20 let nazaj. Ja, tako dolgo že igramo. Ja, zdaj ravno računam, let nazaj, ne. S to razliko, da smo, ali pa je Tine morda ugotovil, ali pa se spomnil, prišel do ideje, da pa bi mogoče bilo fajn v mariborščini, kot pa recimo v angleščini, kot je bilo prej, ne. Pa ne zaradi tega, ker filmska produkcija marsikdaj v Sloveniji tako naredi, ne, da tisti, ki je malo poseben pri sinhronizaciji, ga dajo v mariborščino. Ja, seveda, ne, malo, ne, mora biti seveda Štajerc, pa ne najbolj Brihten, pa tak, ne. Tukaj ne gre za to, da se tudi ljudje po drugem koncu, po drugih koncih Slovenije najdejo v teh besedilih. Vsak začuti, da je domače in da je pristno, ne. Zdaj pa narečje je, kako je. Ti tudi imaš na glas, slišim, ne. Pa vseeno smo se lepo pozdravila in se lepo pogovarjamo, ne. Jaz sem v bistvu rojena Mariborčanka, če že lahko nekaj izdam o sebi. Ja. O, vidiš, pohvalno. Ata pa mama, ne, super. Tako. Ja, tako da tu je za pričakovati nekaj malo večjega, malo širšega. Tudi MK je zraven nastopa, pa tudi smetnaki, ki pridejo gor presenetiti z trobili in enim pihalom. Povej, kako se tebi zdi, ko pravijo, ko se zdaj tudi napoveduje, torej Alostari, ena najuspešnejših skupin, najuspešnejši bend nove generacije? Jaz ful upam, da to drži. Moramo vedeti, da mlada publika prihaja zadaj, kar je super, super pohvalno. Imamo mlajše skupine, novejše skupine, ne pravim, da starejše niso ok ali pa kaj, ampak izgleda, da se malo stvar obrača in se premika. Logično je to ni nič slabega. Ne vem, imamo skupine, kot so Jet Black Diamond, recimo so mladi pubeci, res tako mladi, da smo, ko smo z njimi igrali, samo to bi dodal, smo res razmišljali, da bi dejansko lahko bili naši sinovi. Ampak dobro. Malo sivine je že v laseh. Je, ja, to je modrost. Tudi, tako, tako. Pa ne vem, Murphy, Joker Out, vsi ti bendi, mlajši hodijo zdaj malo na površje, če lahko tako rečem. In tudi na koncertu se da opaziti te izjemne stvari, kajti vsaj pri nas je tako, da lahko vidiš 6-letne otroke, starši, pa starejše gospode in gospe, pa take, ko smo mi, pa malo mlajše, pa malo starejši. Tako da to je ta čar, da smo s temi besedili se v bistvu dotaknili vsakogar. Ne? Tako da, če taki mali pride, upamo, da pride tudi čez 10 let. Ne? Zdaj pa tak, ne, na spletni strani je takšen lep stavek noter, ne, da se je začelo pri UŠC-ju, kjer ste imeli vsak svoj skate, ne? Ste še zdaj na skateu? Vsak svojega skejta nismo imeli, to je prvo. Jaz sem imel rolko, tako imenovano banano, ki jo verjamem, da poznajo gledalci, na kar so prišli rolerji pri nas in smo pač ful rolali. Ne? Potem pa je skejt se počasi začel, ampak jaz nisem nikoli skejtal. So pa ostali in zelo, zelo dolgo in tudi zdaj še, če kdaj se kje kaki skejt pripelje, še obvladajo. Ja. Je pa res, da je dosti več kilogramov zdaj na tisti rolki, tako da ni tako varno. A ni to bolj za uravnoteženost? Ja. Je, ne? Ampak na vagi držati 70 kilogramov več kot včasih. Je pa se že malo drugače pozna. Zdaj pa, ste potem, se lahko reče, da ste skate band? Raje bi,
te Definicije so pač nehvaležne, ne? glasbene zvrsti, to je vedno debata brez konca, brez dna, ampak če posplošimo, če normalno lahko zožamo to obliko in damo ven ta skate, ni nujno, zdaj skate, ne, bla bla, punk rock je najbližja, kako bi rekel, ocena ali pa, ne, znamka ali pa nekaj takega, da to recimo mi igramo, ne. Ampak brez irokeze. Brez irokeze, ker je to ta ameriški prizvok, ki je prišel takrat, pa je to bilo, ne, tisto skejtanje pa to v 90-ih zelo, zelo popularno in seveda je doseglo tudi nas takrat, ne, z raznimi festivali, ki so bili v Ljubljani, ampak fajn pa je, da je ta glasba spet prišla s pomočjo nas, vsaj se mi zdi, upam, da spet na površje, ker je kar šla malo. Eno tako vprašanje, kaj še vedno muziko presnemavate? Tam na začetku ste jo še, na CD je celo še na kasete, ne? Ja, na začetku je bilo celo tako, da iz radia na kaseto, ne, to verjetno se boš tudi ti spomnila, glede na to, da si vsaj leto starejša od mene, se mi zdi. Mislim, da pol leta. Tu nekje, ne, ko si pač čakal, ne, in si hitro stisnil in pol je on vmes rekel, radio tu, pa ti je vse uničil, ne, posnetek, ne, uničil, ne, ampak ja, potem na CD je seveda pol tudi na minidisk smo nekaj časa tisti modernejši Walkman uporabljali, pa CD-je pekli, pa seveda zdaj tudi plošča se spet zdaj vrača, smo tudi nekaj plošč natisnili, smo jih vse razprodali ful hitro, bi naredili nove, ampak ful se je vse podražilo spet, tudi roki čakalni so, mislim, ne razumemo, tako da bomo še videli glede tega, ampak smo pa dali ponatisniti CD-je spet, ker je bilo zelo, zelo veliko povpraševanje. Čeprav morda se komu zdi, da CD-jo več noben ne posluša, mislim, da to ni tako res. Po drugi strani pa ne rabiš ga poslušati, imaš pa knjigico, ne, in odpreš in je to tisto. In to diši in je to doma v stojalu in je to čisto nekaj drugega, kot pa, ne vem, MP3 na računalniku. Sploh pri meni, no, jaz imam še Veliko duša rajši. ti da, ne? Duša je Če bi pa še na stare gramofonske plošče dali, bi bilo pa še bolj, ne? Ja, tudi to smo naredili in je tudi čisto nekaj druga, ko daš našo ploščo in iglo gor in zavrtiš in je ta modern zvok in moderna muzika. Je super občutek, no, videti to. Evo, zdaj še za konec ponoviva tisto, kar sva bolj kot ne na začetku rekla, torej v petek, ta petek Tako. na Štuku. Kdaj se začne? Začne se tam okoli 8 ure, pred nami igrajo skupina Let's Dropout, ki so bili mimogrede, zanimivo dejstvo, tudi naša prva predskupina na našem prvem koncertu v Vitrinskem dvoru tam, tako da se super veselimo, še enkrat več, tudi MK pride, tudi Smetnaki, super čaga bo, super špil bo, super smo se že pripravili, super se še bomo. Tako da, plus seveda ta mariborski ogenj, mariborsko srce, mislim, da bo to vse skupaj. Imam kar kurjo kožo spodaj, se ne vidi. Da bo Sploh ni to, petek. ja, plus Štuk je neki domači teren, smo tudi večkrat že tam igrali, kot mlajši, kot malo manj mlajši. Je neki taki, se mi zdi, rešpekt ostal v nas noter, da je ta velik oder, ne, ki danes v bistvu sploh ni tako velik, kot zdaj vidimo, ne, ampak je vedno bil. Ampak je to ostalo, to spoštovanje, tako da še toliko bolj se, mislim, da bomo potrudili, upam in vem, da se bomo, sploh pa, kot pravim, za domače bo. To je to, se vidimo. Se vidimo. Ja, evo. Super, najlepša hvala tudi vam, dragi gledalci, in ne pozabite, ostanite še z nami, še 2 gosta prideta in novo temo bomo odprli. Lepo pozdravljeni, v oddaji Report gostimo 2 gosta. To sta Matjaž Tomažič, predsednik Zveze borcev NOB Radlje ob Dravi, lepo pozdravljeni. Dobro. In gospod Stanko Naglič, predsednik območne organizacije Zveze borcev NOB Vuzenica. Pozdravljeni. Ni naključje, da sta vidva danes tukaj, kajti govorili bomo o knjižici Obojeni spomini o svetem Primožu na Pohorju, o tistem času, ko
je bilo pomembno se upreti sovražniku, bomo rekli, se pravi, govorimo o drugi svetovni vojni, o mogoče kakšnem še dogodku prej ali kasneje, in obujamo spomine na tisti čas, pa tudi ne to popolnoma brez veze, kajti pred kratkim ste gospod Tomažič namreč predstavili to knjižico oziroma z vsem starim gradivom posodobili knjižico. Avtorji pa pravzaprav niste vi, ampak nekdo drug, kaj ne? Tako je. Knjižica je v bistvu izdana tako, da smo zbrali in uredili gradivo, ki so ga leta 1972, torej točno pred 50 leti, zbrali učenci podružnične osnovne šole Sveti Primož na Pohorju pod mentorstvo tovariša gospoda Škerget Franca, ki je bil tudi vodja podružnične šole takrat in do konca, dokler šolo niso popolnoma zaprli. Zbirali so pa to gradivo zaradi razpisa v takratnem listu Pionir. In sicer je ta razpis bil pod naslovom Spomeniki v mojem kraju. In takrat so oni dobili tudi prvo mesto za to zbrano gradivo. Zbrali so ga pa tako, da so govorili z celo pričami dogodkov in tudi sorodniki, ki so živeli v tistem času, in pa sosedi, se pravi krajani Svetega Primoža. Sedaj, ravno v lanskem letu oziroma letošnjem januarja, ko smo se poklonili žrtvam NOB na Svetem Primožu, je tovariš Škerget bil govornik, slavnostni govornik. Zdaj večje proslave zaradi covida ni bilo, to je namreč v prvi vikend v januarju. Nam je na koncu te svečanosti predal to gradivo in mi smo ga uredili in tudi izdali v neki knjižici. Pa če takole pogledamo nazaj na leto 1972, kot ste rekli, pred res okroglimi 50 leti, je gospod Škerget, tako kot pravite vi, tovariš Škerget, poskrbel res, da so učenci takratni obravnavali to gradivo tudi skozi oči domoljubja. Se pravi, učil jih je tisto, kar mogoče zdaj včasih se kar malo pozabi, vi pa ves ta čas tudi obujate. Točno. Se pravi, oni so skozi to zbiranje gradiva in urejanje spoznali dogajanje med drugo svetovno vojno v njihovi vasici, ki danes šteje cirka 300 prebivalcev. In seveda so se seznanili z tem uporom. Primož je bil res uporniška vasica. Vsi so dihali z, bom rekel, borci NOB oziroma partizani. Nekateri so bili v enotah, v brigadah, nekateri pa so kot aktivisti pomagali na terenu ali pa so pomagale domačije, se pravi z hrano in na druge načine, z sanitetnim materialom in tako naprej. Takole, gospod Naglič, to domoljubje, vrnili se bomo zagotovo še v knjižici, to domoljubje je pa še vedno v vsej Dravski dolini preko Zveze borcev na nek način trdno usidrano. Po katerih vseh občinah delujete? Drži. No, naj povem, da je naša organizacija iz bivše občine Radlje ob Dravi je nastalo oziroma 6 občinskih oziroma krajevnih odborov Združenj borcev za vrednote NOB. No, mi v Vuzenici zagotovo se trudimo, da bi obdržali oziroma da te vrednote še naprej gojimo, se pravi predvsem z obujanjem
dogodkov iz tistih časov, da je z proslavami in drugimi dogodki. Prav tako je naša naloga še posebej skrb za spomenike, pomnike, ki so namenjeni narodno-osvobodilnemu boju tistih časov. Šteje pa, kot sem že omenil, 6 krajevnih in pa občinskih organizacij. Povsod se trudijo oziroma je podobna naloga kot pri nas. To je tisto, ne? In sama knjižica je v spremni besedi, ne, ki ste jo nam tudi poslali, ne, ob dogodku, dejansko rečeno, da je tako v opomin kot v spomin in tako verjetno tudi vi delujete. Tako je. Kot je že Matjaž omenil, je Sveti Primož partizansko vasica, in je pri nas še posebej izpostavljen, takrat bilo izpostavljeno tem, se pravi, agresorjem in pa seveda tudi domačim izdajalcem. Zato je še posebej naša naloga, da nekako skrbimo za to, bom rekel, zgodbo iz tistih časov. Tako, gospod Tomažič, zdaj, če omeniva gradivo, gospod Škrget je podaril gradivo, takšno, kot je bilo originalno, nekaj pa je manjkalo, pa ste že kar nadomestili. Nisem. Se pravi, kar se tiče fotografij, mislim, da je nekaj bilo uničeno in da ste potem nadomestili, ste dobili novo fotografijo, ne, ki jo je priskrbel tudi eden od vaših članov. Tule pa lahko res dejansko še malo pokažemo knjižico. Ne, lahko jo kar tako držite, pa jo bodo naši gledalci si jo ogledali, ne, vsaj naslovnica. Ja, dejansko je manjkalo nekaj fotografij, ampak to smo nadomestili iz nekih zasebnih zbirk naših članov in pa krajanov. Seveda na naslovnico smo dali spomenik na Svetem Primožu, na katerem so navedeni 11 prebivalcev Svetega Primoža, ki so dali življenje za svobodo. Od tega 9 v raznih enotah oziroma v nekih borbah, 2 pa sta kot talca bila in v tej knjižici tudi opisuje o teh 11 primerih, ki so padli za svobodo. Druga fotografija pa prikazuje ustanovitev brigade Miloša Zidanška, ki je bila ustanovljena na Svetem Primožu 8. januarja 1944, točno eno leto po padcu Pohorskega bataljona, in s tem so dali tisti, bom rekel, sporočilo Nemcem, da partizanstvo na Pohorju ne bo zamrlo, in so seveda Nemci oziroma okupator je bil zaradi tega zelo besen, in ta Zidanškova brigada je potem imela svojo slavno borbeno pot tudi po večjem delu Slovenije, ampak so se vedno radi vračali na Primož, kajti Primož jim je nudil zavetje in zato je tudi spomenik narejen v obliki trdnjave, ki daje zavetje tem partizanom, borcem. Gospod Naglič, torej rekla sva prej v opomin in spomin, hkrati pa ta mesec, se pravi novembra, ste imeli en poseben dogodek, na katerem ste predstavili tako in tako to knjižico, ne, hkrati pa tudi okroglo mizo na temo antifašizma, ki je pa tudi v vseh teh letih pomembna tema, tudi aktualna konec koncev glede na dogodke v svetu. Ja, glede na to, da se res nekako hoče zgodovina, bom rekel, prilagoditi določenim krogu ljudi, smo se v naši organizaciji odločili, da pripravimo eno okroglo mizo, kjer je bil gost tovariš Milan Gorjanc in je nam pač predstavil malo, se pravi,
Sicer obdobje, nekaj malega smo se dotaknili še prve svetovne vojne, kasneje pa obdobje po prvi in pa vse do danes. Mislim, da je bila ta okrogla miza zelo, bom rekel, poučna, zelo zanimiva. Smo pa veseli, da se je te okrogle mize udeležila velika večina oziroma nad pričakovanjem našem številu ljudi je bilo res zadovoljivo, tako da smo, kar se tega tiče, zelo, zelo veseli. Gospod Tomažič, to knjižico se da kupiti ali se jo lahko dobi? Ta knjižica je brezplačna, lahko se jo dobi, je pa na razpolago v vseh enotah knjižnice Radlje ob Dravi, se pravi v vseh občinskih knjižnicah na območju bivše občine Radlje ob Dravi, je pa tudi v Narodni univerzitetni knjižnici dosegljiva, tako da kogar zanima, nam lahko tudi piše ali pa sporoči, da jo želi imeti. Zaenkrat jih je še dovolj. Tako, evo, najlepša hvala, da sta prišla, da sta predstavila tako knjižico, gradivo, kot tudi vaše, kako bi rekla, ne zgolj dogajanje, ampak aktivnosti, tako da res najlepša hvala. No, mogoče, Izvolite, povejte. Prav, ja. Mogoče, če mi dovolite, edino, glede na to, da je bilo že v tem intervjuju poudarjeno oziroma povedano, da je bila Zidanškova brigada ustanovljena prav pri nas na Svetem Primožu. V ta namen, se pravi prvo nedeljo v januarju, prirejamo svečano proslavo na ta dogodek. Bo tako letos enako. S tem, da je vsako leto prvo nedeljo v mesecu januarju, ker pa letos pričnemo leto z nedeljo, bo tokrat 8. januarja. Zato vsi vljudno vabljeni na obujanje spomina tudi v smislu ustanovitve Zidanškove brigade. Tako, si bomo zapomnili. Prav, hvala. Dragi gledalci in drage gledalke, vam pa do naslednje oddaje Report nasvidenje.